Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Zopet je petek in teden naokoli, za učence in dijake iz Zasavja tudi bolj žalosten, saj se zaključujejo zimske počitnice. Po temperaturah sodeč niso bile nič kaj zimske, vendar verjamemo, da ste jih vsi preživeli lepo in si nabrali energije za prihodnje izzive. Nocoj ne zamudite. Seji občinskega sveta v Litiji in Šmartnem pri Litiji. Nov direktor v zdravstvenem domu Zagorje. V sredo se je sestal občinski svet občine Litija. Prva točka dnevnega reda je bila odlok o spremembah odloka o tržnem redu litijske tržnice. Poglejmo, kakšno idejo imajo svetniki o nadgradnji tržnice. Mislim, da bi mogli Litijani dobiti eno novo tržnico na enem bolj primernem mestu in pa stalna, da bi bila tam. V mislih pa imam parkirni prostor pri športni dvorani, parkirišče, ki je že ograjeno z vseh strani, tako da tam imamo tudi možnost parkiranja, se pravi stranke parkirajo, imamo sanitarije v športni dvorani in pa seveda imamo tudi lokal, da se lahko stranke potem malo podružijo. Bi pa bilo potrebno to parkirišče pokriti. Ker brez strehe ni nič, ker so te vremenski vplivi, pozimi sneg, dež, poleti kakorkoli, in bi bilo potrebno zgraditi streho. Tako da predlagam v bistvu, da bi v tej smeri razmišljali, da bi šli na stalno, da bi začeli s pridobivanjem v letošnjem letu, začeli pridobivati z dokumentacijo, če bi to zbrali, to dokumentacijo, v drugem letu do konca leta 2025, pa da bi pač nekje do konca leta mogoče ta tržnica zaživela na taki lokaciji. Zadeve glede zemljišča na Ježi imajo že zelo dolgo brado, ki muči občane. Svetniki so obravnavali odlok o drugih spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa, ki pa ga niso sprejeli. Beseda na seji je tekla tudi o novem proračunu. Več o obeh temah pa župan. Ja, tukaj gre predvsem za to, da na podlagi, se pravi, že spremenjenih usmeritev občine, že tam od leta 2004, kjer je predvideno, da se del spodnje Ježe opredeli kot centralno dejavnost, ki je dejansko res ena taka splošna možnost umeščanja v prostor in tudi vrste in načina različnih vsebin, da se tukaj le omogoči ena taka prožna rešitev, ki ne bo zajemala eno zgolj omejitev možnosti, da je tukaj izrecno samo poslovni prostor, ampak da je možen tudi prostor, se pravi bivanje. In zdi se mi, da je ena taka pragmatična odločitev še najbolj smiselna v tem spodnjem delu. Zavedam pa se, da zgornji del, kjer je jasno opredeljeno kot zelena površine, rekreacijske športne površine, da pa morajo ostati, se pravi, temu namenu. To smo tudi jasno izkazali že za postavitvijo prve izmed vsebin, se pravi pump-tracka, in prepričan sem, da bo v naslednjih letih se ta zadeva samo še dopolnila. Naslednji poudarek pa je bil na proračunu. Ja, sprememba in dopolnitev proračuna za letošnje leto gre predvsem z uskladitvijo, se pravi po zagotovitvi možnosti, da vzgojno-izobraževalni objekt Hotič se v najbolj ključni fazi, se pravi fazi, da je lahko že osnovni del tega projekta zaključen v letošnjem letu, tudi izvede. Zato je seveda bilo potrebno zagotoviti dodaten vir sredstev in pa predvsem ključen del pa je na področju, se pravi, ukrepov za sanacijo po poplavah in neurjih v lanskem letu.
da se zagotovijo potrebni viri za zagotovitev, se pravi, tako lastne udeležbe, predvsem pa tudi same izvedbe potrebnih ukrepov, ker zagotovo smo tukaj dolžni saj z dveh ključnih razlogov narediti, se pravi, to sanacijo. Prvo, da ob predvidenih novih poplavah, da bojo naša območja bolj varna, tudi infrastruktura boljša in tudi bolj kvalitetna. Drugo pa zagotovo, da bomo dejansko poskušali tudi bistveno izboljšati, se pravi, tako ali prometne povezave, predvsem sta tukaj povezave pri usmerjanju v prostor levega in desnega brega reke Save, se pravi, to je boljši mostovi čez našo največjo reko, ker sedanji mostovi so seveda na nivojih, ne glede na to, da bodo začasno sanirani, zagotovo na nivoju, ki niso, se pravi, poplavno varni pri tako visokih vodah, in z tega vidika se mi zdi, da je to zagotovo v tem trenutku ena izmed ključnih prioritet občine pri nadaljnjem razvoju. Sredina seja občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji je potekala brez zapletov. Po sprejetem dnevnem redu je Lilijana Bučar prevzela mandat Franca Propsa, saj mu funkcija ni več dovoljevala opravljati dela občinskega svetnika. Potrjen je bil program varstva, športa in kulture. Vsi sklepi so bili sprejeti z enotno podporo svetnikov. Župan je na seji povedal še nekaj o svojem delu in delu občinske uprave, pri čemer se je ustavil pri možni prenovi vrtca. Pod točko vprašanja in predlogi pa je beseda tekla predvsem o prioritetah asfaltiranja nekaterih cest in kako bi morali prioritete določiti. Prva letošnja seja, začeli smo novo leto, jaz mislim, da je bilo korektno. Poročilo dela uprave je seveda zaradi tega trajalo majčkeno dlje, tako da se nadaljujem tudi uspešnega sodelovanja v nadaljevanju letošnjega leta. Kakšno je vaše mnenje okoli nove svetnice in kaj lahko prinese občinskemu svetu? Kar se tiče postopkov, jih sprejela seveda občinska volilna komisija, mimo tega ne moremo. Jaz se veselim sodelovanja z novo svetnico. Verjamem, da je, glede na to, da je bila že aktivna v nadzornem odboru, to kvečem pozitivno, da lahko prinese dodano vrednost tudi pri delu na občinskem svetu. Kar se tiče programov, seveda nenehno iščemo izboljšave, normalno, zato se tudi prilagajamo željam strani in pa seveda povratnim informacijam strani razpisnikov, ki se javljajo na te razpise, in upam, da bo tudi v letošnjem letu sodelovanje tako korektno in da seveda izvlečemo najboljše, kar se da. Kaj bi rekli, da je bilo v tem zadnjem prejšnjem letu največji izziv za vas kot župan? Bom rekel, da podajanje informacij, res sem si želel, da so pač vsi svetnice in svetniki seznanjeni s tem, kaj na občini počnemo. Jaz upam, da po trenutnih povratnih informacijah delamo glede tega uspešno, tako da jaz upam, da bo tudi mnenje ostalo enako v nadaljevanju mandata. V začetku meseca smo poročali o razpisu, s katerim Zdravstveni dom Zagorje išče novega direktorja. Na seji sveta Zavoda Zagorskega zdravstvenega doma so člani sveta soglasno potrdili kandidaturo Aleša Šebedra, nekdanjega direktorja UKC Ljubljana in bivšega ministra za zdravje. Nedvomno je kandidat s svojimi izkušnjami primeren za opravljanje funkcije direktorja zdravstvenega doma, ki se že več kot leto spopada s kadrovsko problematiko. V telefonskem pogovoru nam je vršilec dolžnosti direktorja Borivoj Garden povedal, da ga morata pred nastopom funkcije predlagati še Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, na svoji redni seji pa ga mora potrditi tudi občinski svet, kar se bo predvidoma zgodilo v marcu. Občina Šmartno pri Litiji je po sprejetem proračunu pripravila nove razpise za sofinanciranje raznih dejavnosti v občini. Poglejmo, kateri so te razpisi in koliko sredstev je na voljo. Z letošnjim letom smo lahko zaradi sprejetega proračuna za tekoče leto lahko z objavo razpisov pohiteli, tako da se trenutno že počasi zaključujejo razpis za športne programe, kulturne programe, mladinske programe in humanitarne dejavnosti. Vrednosti so pri vseh razpisih letos novim proračunom malce povečane, tako da na postavki za
razpise športnih dejavnosti. Letos razpisujemo 68 000 evrov, kar je 3 000 evrov več kot v preteklem letu. Z letošnjim letnim programom za šport smo dodatna sredstva prerasporedili na prostočasno dejavnost otrok in mladine, se pravi bolj za tiste predšolske in prvo triado otroke in učence, in pa na segment izobraževanja, ker pa želimo spodbujati tudi, da se kader, ki dela z mladimi, konstantno izobražuje. Na področju humanitarnih dejavnosti je razpisanih 9 000 evrov, na področju kulture tudi povišana sredstva za 2 000 evrov, in sicer na 35 000, tukaj noter je vključeno tudi delovanje javnega sklada. Za področje mladine 15 000 evrov, kar je nekje za 5 000 evrov več, ker pričakujemo tudi program za mogoče bolj konstantno delo z mladimi tudi na področju nudenja učne pomoči in pač tedenskega druženja. Čakajo nas pa še razpis za kmetijstvo in pa za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Počitnice so za učence in dijake tisti ljubši del šolskega leta za vse, ki obiskujejo izobraževalne ustanove. Zimske počitnice potekajo v 2 ločenih časovnih obdobjih in v Zasavju so se žal že iztekle. Veliko ljudi je odšlo smučat ali pa v tople kraje, drugi so ostali doma. Da slednjim ni bilo dolgčas, so mladinski centri organizirali razne dejavnosti, kjer je vsak našel nekaj zase. Poglejmo, kaj so pripravili v tem tednu v Mladinskem centru Litija. V tem počitniškem tednu smo program pripravili v bistvu vsak dan. V ponedeljek smo v muzeju pekli kolačke, v torek smo z otroci in mladimi obiskali Mlaško, tako da smo se malo nakopali pa naigrali v vodi. Včeraj popoldne smo si v Mladinskem centru privoščili nek tak popoldanski kinodan. Danes smo v dvorani Ambient, kjer smo pripravili športne igre. Jutri sledijo pa še ene igre, ampak te pa bolj elektronske narave. Se bodo pa mladi in otroci pomerali v igrah na PlayStationu in računalniku. Ugotovili smo, da če s počitniškimi programi redno vztrajamo in jih ponavljamo vsake počitnice, potem je tudi odziv v redu. Tako da mi smo z odzivom zadovoljni. Načeloma smo pa tudi v Mladinskem centru Litija mala ekipa, tako da si nekih množičnih obiskov niti ne moremo privoščiti. Tudi, kar vidimo, je dvorana majhna, tako da nekje med 10 in 15 udeleženci je nekako naš limit za takšne aktivnosti. Otrokom so najbolj všeč športne dejavnosti, pa ne bomo se slepili, prav gotovo so petki najbolj obiskani in ta naš Gamers Club, kot ga poimenujemo. Prihodnji teden se torej šolarji vračajo nazaj v šolske klopi, tisti, ki več ne sedimo v šolskih klopeh, pa se v mislih velikokrat vračamo nazaj v tiste brezskrbne čase. Nas odrasle v zadnjem času tarejo hude krivice, ki se dogajajo v svetu. Zato je misel Marka Aurelija primerna za konec. Krivico pogosto povzroči tisti, ki česa ne stori, ne le tisti, ki kaj stori. Bodite dobro in nasvidenje.